Tako, zdaj imamo pa tule še par vaj, potem pa še samostojno delo. Če se vam že zdi, da bi tak primer lahko rešili, me dajte na pauzo, ne bom nič užaljeno, kar dajte, stisnite pauzo in poskusite rešiti sami ta primer. Namreč z samostojnim delom največ pridobite. Matematika do neke mere se ljudem zdi, da je težka, ampak z vajo sem prepričana, da lahko premagate vse ovire. Tako, kaj imamo zdaj tule? Kot vidite, imamo tule deljenje, tukaj pa odštevanje. Kaj ima prednost? Prednost ima deljenje. Zato moramo najprej izdeliti tale dva ulomka. Ne? Pri deljenju prvega prepišemo, potem pa pomnožimo z obratno vrednostjo drugega, pa prvega, pa tretjega prepišemo. Takole. Zdaj pa, kar se da pokrajšamo. V števcu je a, pa v imenovalcu je a. Tule je x, pa tale kvadrat in nekako nam zdaj ostane x polovic minus 3 ulomljeno z x. Tako. Zdaj moramo pa določiti skupni imenovalec. Dvojka pa x sta v bistvu ločene celoti, tako da ne moramo nič jih pokombinirati, zato je naš skupni imenovalec 2x. Jaz ga bom zdaj že napisala kar na skupno ulomkovo črto. Zdaj pa kako priti do 2x? Dvojka je še manjka krat x. Ampak če smo množili imenovalec, moramo pomnožiti tudi števec. Zato dobimo pri prvem x krat x je x kvadrat. Minus 3. Zdaj pa tukaj manjka dvojka, pravi x krat 2. In pa če smo množili spodaj, moramo množiti tudi skoraj krat 2. In zato dobimo zdaj x na kvadrat minus 6 ulomljeno za 2x. In je potem to rezultat. Dvojka in šestka se ne smeta krajšati, zato ker je med njima tule x kvadrat minus. Lahko samo krajšamo, če imamo krat, drugače pa če pa minus, pa ne imamo. Tako. No, pa dajmo še drugi primer. Skupni imenovalec lahko, najprej pogledamo, če so vsi imenovalci razstavljeni. So, zato lahko določimo že kar skupni imenovalec. Skupni imenovalec v tem primeru je pač pomnožene vrednosti x plus 2 krat x plus 1. Takole. No, zdaj pa določimo. Števec prepišemo. X minus 1. X plus 2 že imamo v imenovalcu, zato dodamo še x plus 1. Če smo z x plus 1 pomnožili v imenovalcu, moramo pomnožiti tudi v števcu. Zato tukaj damo x plus 1. Zdaj pa pogledamo še drugo. X plus 1 že imamo, zato moramo tu pomnožiti za x minus 2, x plus 2, pardon. Ampak če smo pomnožili v imenovalcu, moramo pomnožiti tudi v števcu. Takole, ne? Imamo zdaj minus, je potrebno prepisati, ker je minus tule med ulomkoma. X minus 4, potem pa zraven pripisati še tisto, s čimer smo množili, se pravi x plus 2. Takle. Zdaj pa naprej. Tule moramo pomnožiti vsakega z vsakim. To je zdaj x na kvadrat plus x minus x minus 1. Zdaj pa, ker imamo minus pred dvema oklepajema, jaz vam zelo priporočam toplo, da si date minus v oklepaj, pa potem pomnožite. Ker drugače se pa včasih zgodi, da pozabite ta minus upoštevati. X na kvadrat plus 2x minus 4x pa minus 8. Tako, vse skupaj napišemo. Opala. Cele črte so pa res kar težavne. Se opravičujem. Zdaj, tale dva se odštejeta, x pa x. Ja, imenovalec še pripišemo. Nikar hiteti pri teh primerih, jaz malo hitim, zato da vas lahko spravim v tisto 10-minutno okno, ne, ko ga rabimo, ampak drugače pa vi pa kar lepo umiro počas, pa me dajte kar na pauzo, če sem prehitra, ne. Jaz bom zdaj zgornji primer zbrisala. Zbrisala ga bom zato, da bomo lahko nažalost nadaljevali z tem našim primerom. Pravi tule naprej v zgornji vrstici bomo nadaljevali. Imenovalec ostaja enak. To je tale, ne.
x plus 2, x plus 1, to se boste že počas navadili na mojo malo gršo pisavo, vam bo že postala domača in ljuba in tako. Takole, zdaj x prečrtamo, ker se odšteje, ta pa nam ostane x na kvadrat minus 1. Potem pa, če je minus pred oklepajem, se spomnite, mi to vse upoštevamo in damo vsak predznak spremenimo. To je minus x na kvadrat, minus 2x, plus 4x, pa plus 8. Morbiti se boste vprašali, zakaj nismo že kar tale dva sešteli oziroma odšteli. Ni problema, lahko, ni težav. Vrstni red pravzaprav tukaj ni tako pomemben, zato ker v vsakem primeru jih kasneje tudi upoštevamo. Zdaj pa dajmo člene iste vrste. X na kvadrat minus x na kvadrat se odšteje. Potem imamo pa tule x-e, imamo 4x minus 2x je 2x, pa še števila imamo pa tule minus 1 plus 8 je plus 7, ulomljeno z x plus 2, pa x plus 1. No, čestitke, tale je pa že bil kar ne. Super primerček, ga bom še takle zardečo počrtala, da bo bolj držal. Tako, no, in še zadnji primer, preden vas spustim v samostojno delo. Spet imamo, tule, če bi videli, imamo kar tako kompleksno zložen primer, imamo eno deljenje, pa eno odštevanje. Najprej bomo tole zdelili. Kadar delimo, množimo z obratno vrednostjo, se pravi x minus 1, ulomljeno z x plus 2, je pa krat x plus 2, ulomljeno z x na kvadrat minus 1, minus x, ulomljeno z x plus 1. Pri množenju ulomkov, se pravi, zdaj se bomo posvetili temu delu najprej, ostale bomo prepisovali. Pri množenju ulomkov je zdaj pomembno, da čim več stvari razstavimo, zato, da bomo lahko kaj pokrajšali. Še prej pa, če pogledamo tule krat vmes, imamo takole, če bi oklepaje dopisali, tale dva že enaka, zato to pokrajšamo. Tukaj imamo pa zdaj x minus 1, kar bomo prepisali. Spodnji izraz bom pa razstavila, to je pa x minus 1, x plus 1. Takole, potem pa minus x, ulomljeno z x plus 1. Kaj zdaj lahko naredimo? Tukaj, vidite, imamo zgori x minus 1, tule imamo pa tudi x minus 1. To pomeni, da lahko tegale pokrajšamo s tem. Smo rekli, če pokrajšamo popolnoma do konca, potem v števcu ostane 1, ulomljeno z x plus 1, minus x, ulomljeno z x plus 1. Super, sreča se nam je nasmehnila, imamo skupni imenovalec, koriste ga imamo, ne, x plus 1, zato lahko imenovalec prepišemo, števca pa odštejemo, 1 minus x. In to je ta naš rezultat. Tako, zdaj vam pa pustim še nekaj časa za samostojno delo, da si prepišete, potem pa v naslednjem pa tole rešimo. Jaz mislim, da smo zdaj že tako super ekipa, da boste vi to kar hitro rešili in brez težav in sploh, in sploh. No, sicer pa tak, boste dali na pauzo, pa boste si prepisali. To bo še najlažje.